Lahko začneš? Jaz že komaj čakam. No, potem pa kar začnimo. Torej, kot sem vam povedala včeraj, Dominiku se dogajajo tudi nenavadne stvari. Kje je Dominik? Ne vem, kje se potika. Že pri zajtrku ga ni bilo in v šoli tudi ne. To mu ni podobno. Ej, Jože, si videl Dominika? Ne, pri kosilu ga zagotovo ni bilo. Čudno, že v zajtrka ga nihče ni videl. Nekje je, skrbi me ni znam. Mogoče se kje potika in je pozabil na čas. Dominik bi povedal, če bi kam šel. Dajmo, poiščimo ga. Jaz grem pogledat učilnic. Gre po sobe. Jaz pa po dvorišču in v jedilnicah. Sta ga našla? Ne, ni ga. Povejmo Don Bosku. Ja. Don Bosco, nikaj ne najdemo Dominika. Že od zajtrka naprej ga ni nikjer. Ni ga bilo niti pri kosilu, niti v šoli. Kako? Nikjer da ga ni? Ni. Vse smo preiskali, vse. Ni ga. Kar mirni bodite. Se mi zdi, da vem, kje je. Zadnjič sem ga videl zjutraj pri Maši in moj občutek mi pravi, da je verjetno še vedno tam. No, da preverim. Ah, kot sem si. Pred naprča. Dominik! Dominik! Je vaše že konec? Dominik, ura je že 2. Sem prestopil hišna pravila. Sem zamudil v šolo. Ja, in na kosilo tudi. Pojdi sedaj jesti. Preračunavam. Dominik je bil v cerkvi celih 6 ur. Da, točno tako. Celih 6 ur je gledal tabernakelj, 6 ur je molil. Ja, a je to sploh možno? Mislim, a ne postaneš vsaj lačen vmes? Veš, Dominik je imel posebne darove. V tem primeru je šlo za zamaknjenje. On je enostavno pozabil na kraj, na čas, na vse. Bil je kot on sam s Jezusom. In to je tak božanski občutek. Res? Ja, kako pa to veš? A si to že doživela? Ne, nisem. A Dominik je vedel, da je lepo. In tudi Don Bosco je napisal tako o njem. Kaj pa je še zapisal o njem? Da se mu je zgodil še kak sila nenavaden dogodek. A res? Ja, pripoveduj! Torej, bilo je nekega poznega večera. Don Bosco je odgovarjal na mnoga pisma. Don Bosco, hitro pojdite z mano. Kam me hočeš peljati? Te sprašujte hitro, mudi se. Don Bosco je sledil Dominiku. Očesna hodila po Dominiku. Dominik je hodil, kot bi točno poznal pot in prišla sta do neke hiše. Pridite sam, Bog vas je poslal. Moj mož leži na smrtni posteli. Pridite pit, pridite pit. Celo življenje se je izogibal katoličanom, zdaj pa hoče biti pokopan s katoličani. Pedro bom prvi, ne pomagam. Bosco je takoj stopil k posteli. Bolnik je bil zelo zaskrbljen. Vest mu je govorila, da je življenje ni bilo dobro, zato se je iskreno pogovoril s duhovnikom in nato je olajšan umrl. Kaj bomo zdaj z otroki? Kaj bomo z otroki? To meni nič ne smisla. Bosco pa je čez nekaj dni poiskal Dominika. Dominik, kako si moral zadnjič vedeti za tisti dogodek? In kako si tako natančno poznal pot? Zakaj je Dominik začel jokati? Ne vem, pa tudi Don Bosco ni videl, ampak ni nič več spraševal. Vedel je, da so to velike stvari. Kot da mu je nekdo povedal, kaj naj stori.
Mogoče je v sebi poslišal poseben glas. Da, slišal je glas in potem storil. Bil je kot služabnik. Še dobro, da je tudi Don Bosco ubogal Dominika. Don Bosco je bil kar navajen na to. No, potem pa se je Don Bosco zgodilo nekaj, Dominiku zgodilo nekaj hudega. Že tako je bil bolj šibkega zdravja in nekega dne je prav hudo zbolel. Naprej. Don Bosco, bi mi dovolili, da se za vsaj en dan odpravim domov. Kam bi rad šel? Domov. Moja mama je bolna. Marija bi jo zelo rada ozdravila. Pojdi na pot. Tukaj imaš denar. Ja. Joj, ne vem več, kako bi lahko pomagale. Bolečina ne popusti. Bog nam pomagaj. Do zdravnika grem. Vidim, da je zelo hudo. Ti tukaj, kam greš? Domov, k mami, menda je zelo bolna. Ne hodi zdaj. Pojdi najprej k detku. Tako, samo objeti sem je želel. Z Bogom. Žene, ne boli več. Zdrava sem. Kako? Nemogoče. Kar zdrava, ne vstajaj. Pa res, žene, zdrava sem, ne boli več. Ampak kako? Kako je to mogoče? Ne vem. Samo Dominik me je objel. Vidite, temu se pa reče čudež. Bog vas je ozdravil, Boga zahvalite za to. Kaj pa imate tukaj? To je Marijin škapulir. Ne vem, kako je prišel sam. To je moral prinesti Dominik. Zato vas je hotel objeti. Marija vas je ozdravila. Marijo, zahvalite za to. Wow, neverjetno, kako lepo. Ja, kako je vendar Dominik lahko delal takšne stvari? Pravzaprav jih je Bog delal po njem. On je bil le kot... Ja, kot služabnik je bil, sem se zapomnila. Poslušal je in storil. Ampak veš, meni pa Bog nikoli ne reče kakšnih takšnih stvari. A to pomeni, da bomo vse lahko postala svetnica? Ja, jasno, da boš lahko. Tebi pač Bog ne govori tako direktno, kot je verjetno govoril Dominiku. Ampak, da postaneš svetnik, je potrebno, da si vesel, da pomagaš drugim in da vestno opravljaš svoje dolžnosti. Drugo je pa že nadstandard. Ne ravno nadstandard, tu so pač neki posebni darovi. A ja, no, vse prav. Ampak, a je Dominik storil še veliko takšnih nenavadnih stvari? Da, ampak o tem ti bom povedala kdaj drugič. Zgodilo pa se je nekaj hudega. Kot sem že prej povedala, je Dominik zbolel. Res? Ubogi Dominik! Ja, kaj pa se je zgodilo? A je bilo hudo? Z Dominikom je bilo vse huje. Vsak dan je manj jedel in bil je zelo šibak. Don Bosco je sklenil, da bo poklical zdravnika. In kaj je zdravnik rekel? Zdravnik je bil tudi zaskrbljen nad Dominikom, vendar je zelo pohvalil, da je še vseeno, tudi če je tako zelo trpel, uspel ohraniti veder obraz in vidno je bil nasmejan. Vem, ti pa jutri ti bom povedala, no? Sedaj nam narekuje ura, da je konec. Zgodbica je pa tudi voditelj oratorija, tako da bomo jutri slišali. Je škoda. No, zapomnila sem si, da je bil Dominik kot služabnik. Zato se bom tudi jaz danes trudila, da bom kot on. Da, trudi se danes in jutri in pa jutri še seveda.